Začel jim je govoriti v prilikah. Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal stiskalnico in sezidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem in odpotoval. Ob določenem času je poslal k viničarjem služabnika, da bi dobil od njih del sadov iz vinograda. Ti pa so ga zgrabili, pretepli in odpravili praznih rok. Nato je poslal k njim drugega služabnika. Ranili so ga na glavi in ga zasramovali. Poslal je še enega in so ga ubili. Tako se je dogajalo še mnogim drugim. Ene so pretepli, druge ubili. Imel je še enega, ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega in rekel: mojega sina bodo spoštovali. Tisti viničarji pa so govorili med seboj: ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in dediščina bo naša. Zgrabili so ga, ubili in vrgli iz vinograda. Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo in viničarje pokončal, vinograd pa dal drugim. Ali niste brali tega pisma? Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. In poskušali so ga zgrabiti, pa so se zbali množice. Spoznali so seveda, da je to priliko rekel proti njim. Pustili so ga torej in odšli. Poslali so k njemu nekaj farizejev in herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Prišli so in mu rekli: Učitelj, vemo, da si resnico ljuben in se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo, temveč v resnici učiš Božjo pot. Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Naj ga dajemo ali ne dajemo? On pa je vedel za njihovo hinavščino in jim je rekel: kaj me preizkušate? Prinesite mi denarij, da ga pogledam. Prinesli so ga in rekel jim je: čigava sta ta podoba in napis? Dejali so mu: Cesarjeva. Jezus pa jim je rekel: dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. In zelo so se mu čudili. K njemu so prišli saduceji, ki so govorili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: Učitelj, Mojzes nam je zapisal, če komu umre brat in zapusti ženo, ne zapusti pa otroka, naj njegov brat vzame to ženo in obudi zarod svojemu bratu. Bilo je 7 bratov. Prvi je vzel ženo in ko je umrl, ni zapustil potomstva. Vzel jo je drugi in umrl, ne da bi pustil za seboj potomstvo, in tretji prav tako. Vseh 7 je ostalo brez potomstva. Zadnja od vseh je umrla tudi žena. Čigava bo žena ob vstajenju, ko bodo vstali? Vseh 7 jo je namreč imelo za ženo. Jezus jim je rekel: ali se ne motite zato, ker ne poznate ne pisem in ne Božje moči? Ko bodo namreč vstali od mrtvih, se ne bodo ne ženili in ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih. O tem pa, da bodo mrtvi obojeni, mar niste brali v Mojzesovi knjigi, v pripovedi o grmu, kako je Bog rekel Mojzesu: jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov.
ni pa Bog mrtvih, ampak živih. Zelo se motite. Eden izmed pismovkov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril. Pristopil je in ga vprašal: Katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril: Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Pismovk mu je rekel: Dobro, učitelj, resnico si povedal. On je edini in ni drugega razen njega. In ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe, je več kakor vse žgalne daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: Nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. Ko je Jezus učil v templju, je spregovoril in rekel: Kako pismouki govorijo, da je Mesija Davidov sin? Sam David je rekel v Svetem duhu: Gospod je rekel mojemu Gospodu: Sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge. David sam ga torej imenuje Gospod. Kako je potem njegov sin? In velika množica ga je rada poslušala. Med svojim poučevanjem jim je govoril: Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve. Ti bodo strože obsojeni. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanj. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla 2 novčiča, to je 1 kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: Resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.